je priznanje vsem sodelavcem, pa predvsem tudi številnim starejšim generacijam geografov, ki so nam to pot tlakovale, je motivacija za naprej, očitno nekaj delamo prav in predvsem je pa odgovornost do sodelavcev in do bodočih udeležencev, kako bomo znali v novih situacijah mogoče biti še boljši. Za nas je najbolje, da imamo v sklopu teh kongresov takoj neposredno potrditev znanstvenih dosežkov. Druga stvar, ki se mi zdi izjemno pomembna, je, da na hiter način dobiš ogromno informacij. Tretja stvar, da lahko mlade naše sodelavce vpeljemo v širši raziskovalni svet. Četrta stvar pa predvsem ta prenos znanja, ta je neverjeten. In peta, moram geografsko povedati, je pa ta, da gremo na teren, ker pri nas je poleg plenarnih predavanj vedno teren in to je pri nas izjemno pomembno. Stroko postavi na svetovni zemljevid in to je za nas pomembno z vidika naših, bom rekla, znanj in tudi z vidika raziskovalnih in organizacijskih izkušenj. Za našo državo je pa pomembno, da se Univerza v Ljubljani pozicionira, da se Slovenija pozicionira, predvsem pa spet bom šla na geografsko stran, mi vedno organiziramo dogodke na terenu in radi jih popeljemo v manj znane, delno tudi v znane slovenske pokrajine in bistveno je, da se vsi ti naši sodelavci, kongresniki, udeleženci vrnejo v Slovenijo, ali sami ali z družinami. Skupni nastop se mi zdi zelo pomemben, se mi pa zdi, da je ravno v teh covid časih Slovenija s svojimi naravnimi danostmi in relativno dobrimi organizacijskimi zmožnostmi sposobna organizirati take kongrese, kot se danes pričakujejo. Manjše, predvsem pa kongrese, ki potekajo, bom rekla, v bolj nekoliko sproščenem okolju, in pa sodobni raziskovalci radi podaljšajo kakšen dan, ali sami ali z družino, in mislim, da Slovenija glede tega nudi odlične možnosti. Že zdaj se vidi, da bo ta kombinacija, da je nekaj ljudi v živo, nekaj ljudi hibridno, zelo zanimiva. Pač tukaj se prihrani denar, delno čas, ni ista komunikacija, pa lenoba nekaterih se tudi podpira. Jaz sem še vedno za živo varianto, ker brez tega ne vidim ustreznega sodelovanja, vendar se bom pa verjetno tega konglomerata v prihodnje tudi posluževala. Medosebna komunikacija, strokovna komunikacija, neverbalna komunikacija, predvsem pa tista kemija, ki nastopi med ljudmi. Povedala vam bom še osebno izkušnjo. Mi smo v času korone peljali kar precej projektov uspešno, ampak to predvsem zaradi tega, ker smo se predhodno z vsemi osebno srečali. Tiste projekte, ki pa smo jih začeli med korono brez osebnega stika, smo pa ugotovili, da smo ogromno več časa porabili za osnovno komunikacijo, veliko več časa za harmonizacijo nekih pravil in predvsem za kodiranje strokovnega projektnega jezika. Torej, jaz si želim v živo v Sloveniji, na podeželju, kjerkoli.